Lep pozdrav vsem skupaj. Pred kakšne dobre pol ure smo zaključili sejo izvršnega odbora stranke Desus. In tako kot smo včeraj obljubili, je tiskovna konferenca, takoj po seji. Med nami so predsednik stranke, vodja poslanske skupine gospod Godec Joško, oba ministra, se pravi Duša Trobec-Bučan in pa Roko Žarnič in pa državni sekretar v službi SRL je gospod Polin. Predsednik ima besedo, prosim predsednik. Hvala za besedo, še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Kot veste, danes smo imeli sejo izvršnega odbora, kjer smo ocenjevali aktualno politično situacijo. Včeraj, veste, ministrica odstopila. Lahko povem, da danes sem imel pred sejo izvršnega odbora tudi kratek pogovor pri predsedniku vlade, kjer sva skupaj proučevala nastalo situacijo in tudi proučevala možnost, da bi morda rešili zaplet, ki je nastal v tem trenutku. Lahko rečem, da pogovor, ki sem ga imel s predsednikom vlade, ni prinesel nobenega napredka. Jaz sem povedal, da stranko Desus moti, da ves čas v tej koaliciji smo bili nekako v podrejenem položaju, da naši predlogi, ne glede na to, so bili dobri, niso bili sprejeti. In če se vrnem na pokojninsko reformo, ki je ključna za stranko Desus, sva skupaj ugotovila, da ni nobene možnosti, da bi tukaj kakšen korak naredila naprej. Zlasti bi kot predsednik stranke Desus pričakoval, da bi predsednik vlade se strinjal, da skušamo preprečiti referendum o pokojninski reformi, ki, kot lahko pričakujemo, nima velike možnosti, da bi bil uspešen. Celo sam sem mnenja, da bo doživel podobno usodo kot referendum o malem delu. In seveda, če pri takšnem projektu, ki je ključen tudi za stranko Desus, ni možnosti za iskanje neke rešitve, potem seveda kot predsednik stranke Desus nimam druge možnosti, kot da pri organih stranke sprožam postopek za to, da izstopamo iz koalicije. Lahko povem, da je izvršni odbor stranke Desus in pa tudi nekateri pomembni funkcionarji stranke Desus, predsedniki različnih komisij in teles stranke Desus, smo soglasno sprejeli odločitev, da izvršni odbor predlaga svetu stranke Desus, da se odloči o tem, da izstopimo iz koalicije. Lahko povem, da razprava je bila dokaj živahna. Mi smo proučili tudi, kaj to pomeni za trenutno politično situacijo v Sloveniji, vendar nekako smo vsi mnenja, da stranka Desus ne more več sodelovati v tej koaliciji, kjer tudi ni posluha za poštenje. Moram povedati, da ministrica je želela pošteno urejati zadeve v službi za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, vendar očitno so tam lobiji in razna omrežja tako močna, da tega interesa praktično ni. Druga pomembna zadeva, sem že menil, je pokojninska reforma. Poznate stališče stranke Desus, mi smo proti pokojninski reformi, čeprav smo se dolgo časa usklajevali znotraj koalicije, vendar tudi ena pripomba stranke Desus ni bila upoštevana. Prejšnji teden sem napravil korak tudi do Zveze svobodnih sindikatov, kjer sem skušal videti tudi s predsednikom sindikatov, gospodom Semoličem,
kakšne so možnosti, da bi morda vseeno našli neke skupne rešitve, ki bi bile tudi sprejemljive za koalicijo, ampak tudi to je naletelo na gluha ušesa. Tako da je mnenje izvršnega odbora stranke Desus, da začnemo postopek za izstop iz koalicije, o tem bo odločil svet stranke. Smo pa vsi mnenja, da ta korak gotovo bo prispeval k deblokadi politične situacije, v katerem se v tem trenutku nahajamo. Če bo prišlo do referenduma, smo lahko prepričani, da pokojninska reforma ne bo izpeljana. Vemo vsi skupaj, da pokojninska reforma je potrebna, vendar ne takšna, kot jo predlaga vlada. In to seveda tudi pomeni, da vlada po porazu na referendumu glede pokojninske reforme bo v stanju, ko bo blokirana, ko se bo tudi postavljalo vprašanje, je ta vlada sploh še pravilno sposobna. Povedal sem, da izvršni odbor je soglasno sprejel ta sklep. Zelo vesel sem tudi, da poslanci podpirajo sklep, ki ga je sprejel izvršni odbor stranke Desus. O tem bo nekaj več tudi povedal vodja poslanske skupine in kot rečeno, z menoj sta tudi oba ministra, ki bosta najbolj tudi občutila, saj minister Žarnič bo najbolj občutil to odločitev, ki jo bo po mojem mnenju gotovo tudi sprejel svet stranke, kar pomeni, da stranka Desus ne bo več imela v tej vladi svojih ministrov. Bomo pa seveda, če bo takšna odločitev sprejeta, kar ne dvomim, bo stranka Desus še vedno konstruktivna tudi v državnem zboru. Jaz bi na tem mestu končal, bi morda dal besedo vodji poslanske skupine, potem bi pa morda še oba ministra prosil za izjavo. Bomo to vse naredili, glede na to, da sem jaz že malo manj kot vaš pomočnik. Upam, da to ni konflikt interesov. Če vam tukaj malo pomagam pri delu. Nimate nič kaj bolj moderne opreme. Tamle se malo obrnite na ministra za znanost in tehnologijo, da vam kakšna sredstva zagotovi. Lepo pozdravljeni. Skladno s pravilnikom oziroma poslovnikom poslanske skupine Desus, skladno s 13. členom imam kot vodja poslanske skupine nalogo 7. alinejo tega člena, da koordiniram sodelovanje poslanske skupine s stranko in programskimi odbori stranke. Jasno je, da sem kot vodja poslanske skupine skladno s statutom tudi član upravnega odbora in skladno s tem imam pravico glasovanja in sem glasoval tudi za ta sklep. Prisotni so bili na seji tudi vsi poslanci in smo vsi poslušali in tudi vedeli, zakaj se gre in so tudi ostali podprli ta sklep, tako da jaz skladno s tem 13. členom, tem odstavkom ne bomo kakšnega velikega dela, ampak bomo samo sprejeli ugotovitveni sklep, da to podpiramo in bomo tudi nudili vso polno pomoč iz naše strani, kar se tiče vsega tistega nezadovoljnih trenutkov, ki smo jih preživljali v poslanski skupini, ki nismo mogli uresničevati vsa določila koalicijskega sporazuma, kateri je ključen za delovanje ene kvalitetne koalicije. V tem koalicijskem sporazumu jaz tudi se nikjer zasledil ne videl, da bi si lahko predsednik parlamenta, gospod Pavel Gantar, dr. Pavel Gantar, vzel besedo in nas dvakrat metal iz koalicije. Ne vem, kakšne pristojnosti ima, ne vem, kje jih je dobil. Do sedaj je dvakrat na javnih oddajah preko televizije to povedal in jaz ga javno sprašujem, kjer mu je dal ta mandat. Pri nas ga ni dobil. V koalicijskem sporazumu točno piše, kako in kateri organi sprejemajo in stranka Desus se bo tega sporazuma držala in skladno z vsemi določili predlagala tisto, kar je povedal predsednik stranke. Hvala lepa. Mogoče bi jaz ponovila bi mogoče še enkrat v parih stavkih to, kar sem povedala že včeraj.
Ko sem postala januarja ministrica, sem obljubila, da bom po 3 mesecih ocenila rezultate svojega dela in ekipe in se odločila, kako naprej. Po 3 mesecih ugotavljam, da sicer delo smo opravili po mojem prepričanju dobro, vendar pa ugotavljam tudi, da za svoje nadaljne delo nimam več podpore, zato ne morem upravljati dela tako, kot sem se zaljubila v državnem zboru. Ko sem govorila včeraj v podpori, moram ta trenutek povedati, da je res, kar je povedal predsednik vlade, v besedah me je vedno podpiral, vendar je to za podporo, ki jo potrebuje minister pri svojemu delu, premalo. Res je tudi, da sva včeraj ob 9. uri govorila, in sicer mislim, da 3-krat, in da mi je predlagal, da se svojo odločitvijo počakam. Tudi danes, en dan po tej svoji odločitvi, vidim, da sem se odločila prav, tudi iz razloga, ker v primeru, če svojega dela ne moreš upravljati tako, da ima dodano vrednost, je bolje, da se pač tej svoji funkciji odpoveš. Hvala lepa. Minister Roko Žanič. Hvala se včidogo. Če bo bolj na glas govoril, bo to lovil. Ne. Pa na Luno smo že bili tola. Še našega. Pažga. Hvala. RTV. Radio 1. Ti svest. Evo, zdaj imaš pa čisto vse. Zdaj pa beseda tvoja. Torej, hvala lepa. Mislim, da bom manj časa govoril, kot bo to predstavljanje, ampak nekako eno obdobje mojega udejstvovanja v politiki se očitno izteka, je bilo bogato z izkušnjami in izzivi in mogoče bo izpadal neskromno, meni sem kar zadovoljen s tem, kar smo dosegli v tem času našem ministrstvu. Nadaljevali smo tisto, kar je pred mano minister, danes predsednik stranke, zastavil in mislim, da smo nekoliko več reda prinesli v naše ministrstvo in smo tudi mnoge projekte izpeljali in se še dokončujejo. Ob odhodu, ne vem točno kdaj bo datum, vas bom povabil na tiskovno konferenco, kjer bom podal poročilo, sklical se bom na tiste misli in obljube, ki sem jih imel pri zaslišanju na parlamentarnem odboru in takrat boste videli, kaj je bilo narejenega. Zdaj pa, če se bo kdo vprašal, kaj bom počel v življenju, jaz bom ostal v politiki, pa tudi računam, da bo naši stranki bodoče dobro kazalo, tako da mogoče me boste še na kakšnem mestu srečali. Hvala. Lepa, gospod minister, beseda je vaša, vprašanja. Prosim. Gospod Žanič, to verjetno pomeni, da zdaj ste napovedali odstop. Jaz nisem napovedal odstopa, ampak kot je predsednik rekel, svet stranke bo odločil in v primeru, da bo odločitev taka, kot se danes pogovarjamo, bo moj odstop bil del protokola oziroma običajnega postopka. Jaz ne mečem puške v koruzo, tudi od spodaj sem povedal, da rad delam in bom delal, dokler mi bo dano delati na tem mestu. Polko pa ne na tem mestu, pa na drugih mestih. Če vas premijer povabi, da ostanete v vladi, boste ostali? Glejte, ne vem, kakšni pogovori bodo, ne vem, kakšna bo situacija, tako da sem rekel, rad delam v bodoče in to ne bo odgovor. Gospod Erjavec, zdaj bo svet stranke odločal o izstopu. 6. maj. 6. maj. Pa še, gospa Trobec, a sem vas prav razumela, da vas je premijer podpiral zgolj v besedah, ne pa tudi v dejanjih? In še ali lahko mogoče malo konkretneje pojasnite, kateri so ti lobiji, oziroma ali ste lahko malo bolj direktni, kateri so ti lobiji in omrežja, ki so vam, kot je včeraj rekel gospod Erjavec, onemogočali pošteno in zakonito delo? Kar se tiče vprašanja v zvezi s predsednikom vlade, sem včeraj povedala drugače, kot ste me razumeli mediji.
povedala, nekateri nismo bili spuščeni, ne? Ko je bilo postavljeno vprašanje, ali me predsednik vlade podpira, sem odgovorila, da to mediji veste sami. On je v javnosti dejansko velikrat izrazil prepričanje oziroma potrdil, da me podpira. Vendar, za uspešnega ministra je potrebna širša podpora. Zato sem rekla, da je bila to podpora v besedah. Predsednik vlade me je podpiral toliko, kolikor mu je bilo dopuščeno. Kar se tiče zadev, kateri lobiji so sodelovali, da svojega dela nisem mogla dobro upravljati, v tem ta trenutek ne moram govoriti. Kakor veste, sem vložila kazensko ovadbo in o tem bojo odločili pristojni organi. Kazensko ovadbo sem vložila v petek, se pravi prejšnji petek, in sem o tem obvestila tudi predsednika vlade. Upravila sem pa tudi razgovor s kriminalisti policijske uprave Ljubljana in pa tudi s delavci nacionalnega preiskovalnega urada. Več o zadevi ne morem komentirati. Morda lahko se vprašanje, kako dolgo boste, ministrica, se boste s premijerjem še kaj dobila? Jaz upam, da se bova s premijerjem še srečala in da bom tudi njemu lahko še pojasnila tudi kakšen razlog več, je pa to najin razgovor med 4 očmi. Se pravi, danes pa niste vložili nobene kazenske ovadbe? Ni bilo potrebo, vložila sem jo v petek, tako kot sem povedala. Vložila sem jo zaradi tega, ker so me sodelavci upozorili na nekatera dejanja in sem bila dolžna vložiti kot predstojnica. Prosim, že Božič dela, da sem imel zadeti gospod ministrico vprašanje, kaj bo s tisto novinarsko konferenco, zakaj nismo bili torej vsi pripuščeni zraven. Pa še gospoda Godca, a je bilo med poslanci kakšne pomisleke slišati glede predloga gospoda Rjavca? Dajem dami prednost. Včeraj sem podala le izjavo za javnost, ni bila novinarska konferenca in če se danes ne bi srečali tukaj na stranki, bi vas povabila tekom dneva. Ampak še mediji smo bili tam. Ministrstvo je bilo obveščeno, da so mediji tam, pa smo ostali pred zaprtimi vrati. Ne moram več povedati, ker sem se ne vem. Ni bila to Še enkrat pravim, šlo je za izjavo za medije, ne to za to. Lahko? Izjavo pred mediji za javnost. Ste rekel v zvezi... Če je bil kakšen pomislek med kolegi poslanci glede predloga, da se umaknete iz koalicije? No, to je že boljše vprašanje. Naprej se je rekel drugače, kaj je rekel gospod Rjavc. Gospod Rjavc je vodil sejo. Mi smo vsi bili na tej seji prisotni. Jasno je, da vsi imamo, poslanci niso vezani na mandata, na kakršnekoli navodila. Vendar kljub temu vsi tu prisotni smo tu diskutirali v tej razpravi. Kot sem že povedal, skladno s 13. členom našega poslovnika bomo imeli kratko sejo, na katero tudi povabljeni. To bo v zelo kratkem, bodo prav čas obveščeni in bomo sprejeli ta ugotovitveni sklep, kateri se bo nanašal na tisto, kar smo se danes tudi dosti konkretno v konkretnih zadevah pogovarjali. Nas boli samo tisto, kar smo velikokrat predlagali, pa ni bilo izvršeno. Izvršeno pa ni bilo skladno za določili našega koalicijskega sporazuma, katerega smo se skupaj vedno vestno borili, zastopali vse mogoče sklepe in podpirali vso to delovanje vlade, vendar pri nekaterih stvareh smo se pa le razšli, vendar razšli tudi v takem smislu, da smo skladno za določili koalicijskega sporazuma naprej napovedali, da tega ne bomo podpirali. Tako da naša vprašanja so bila zelo čista in jasna. Jasno je tudi, da vam še enkrat povem, da tukaj niso bili predlogi gospoda Karla Rjavca, da je bilo to enotno stališče celotnega upravnega odbora, izvršilnega odbora stranke Desus. Se upravičujem. Boštjan Mesečin, po TV, gospod Rjavec, zanima me za delovanje stranke. 2 leti in pol ste bili del koalicije. Boste še naprej podpirali koalicijske predloge v državnem zboru konkretno in pa vprašanje za oba ministra, boste koristili ugodnosti ministrske plače po odstopu, če se bo ta zgodil? No, jaz sem govoril o tem, če bo prišlo do referenduma in če bo pokojninska reforma padla, da se postavlja vprašanje opravilne sposobnosti te vlade. Tako da zelo težko odgovorim, kaj bomo podprli. Predvsem je vprašanje, kaj bo sploh še vlada lahko predlagala. Kaj pa vi predlagate? Jaz predlagam, da gremo na predčasne volitve. Ste predlagali to premijeru danes na sestanku? Večkrat. Kaj je rekel? Reakcija.
je rekel, da ne verjame, da se bodo poslanci sami razpustili. Jaz sem mu pa odgovoril, da tudi ta varianta pride v poštev, če bo situacija takšna, da bo popolna blokada, ker nekaj se bo moralo zgoditi. Torej, vi dejansko računate na konstruktivnost do referenduma o pokojninski reformi. Ne morete napovedati, katere zakone bi podprli, če bi ostali v bistvu opozicija, ampak vseeno še vedno konstruktivna opozicija v parlamentu. Glejte, zelo težko napovedujem, kaj bomo, glede na to, da ne vem, kaj bo se zgodilo 6. junija. Ne verjamete pa v manjšinsko vlado, ki bi zdržala do rednih volitev, najbrž? No, jaz mislim, da bi s tem vsi precej izgubljali. Mislim, da manjšinska vlada nima prevelikih možnosti, da bi lahko zaključila mandat. Ampak se pravim, tukaj je stranka Desus naredila prvi korak, da gremo iz te blokade, ki se nakazuje. Drug korak, ki ga bo pa naredil, bo pa moral biti predsednik vlade. Prosim pa ministra, če bi še na vprašanje glede plače. Kar se tiče mene, bom takoj po prenehanju funkcije začela iskati službo in takoj, ko jo dobim, bom šla v službo, ker delam že od leta 82 dalje in si ne predstavljam, da bi bila brez službe. Jaz sem potem lahko več povedal, ko bom nehal biti minister. Dokler ne dobite službo, boste koristili, no? Dokler ne dobim službe, bom pa sigurno to koristila, ampak upam, da jo bom dosti. Vprašanje naprej? Ni več, lahko zaključimo. Najlepša hvala vsem skupaj. Prav.